Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljeni. Začel se je 36. liv, ki mu danes oddajo namenjamo skoraj v celoti. Pozabili pa nismo niti na druge filme. V tem tednu je namreč svojo kinematografsko pot začela znanstveno-fantastična srhljivka Tekač. Vabljeni k poslušanju. V sklopu predpremier so na Lifu praviloma filmi, ki ne le, da jih bomo videli v kinih, ampak so tudi med najbolj pričakovanimi v letu. Letos so med njimi novi filmi Jima Jarmusha, Džafarja Panahija, Teone Strugar-Mitevske, Richarda Linklaterja, Lynn Ramsey, Park Chan-wooka, tudi na Češkem živečega slovenskega režiserja Olma Omerzuja, Marka Naberšnika in Žige Virca. Dva izmed filmov v omenjenem sklopu, namreč Bogonijo režiserja Jorgosa Lantimosa in Glas Hind Rajab režiserke Kauter Ben Hanija, izpostavlja Tesa Drevjuh. Bogonija je priredba južnokorejskega filma Rešimo zeleni planet iz leta 2003. Glavno žensko vlogo v Lantimosovem filmu igra Emma Stone, redna sodelavka režiserja, ki je prejela Oskarja za svojo vlogo v Božanskih bitih, še enem odmevnem delu grškega filmarja. V Bogoniji spoznamo dva moška. Enega od njiju, idejnega vodjo, igra odlični Jesse Plemons. Verjame, da je direktorica uspešnega podjetja nezemljanka in hoče uničiti zemljo, oziroma nasploh verjame, da želijo nezemljani uničiti zemljo s pesticidi, povzročanjem vojn in tako naprej. Po eni strani gre torej za poigravanje s teorijami zarot in pričakovanji gledalcev glede tega, in film je v tem smislu, lahko rečemo, pričakovano poln nepričakovanih preobratov. Gre za temačno delo z veliko črnega humorja in veliko krvi. Posnet je na hiperrealističen način direktorja fotografije Robija Ryana, še enega rednega sodelavca Jorgosa Lantimosa. Scenarij za film je napisal Will Tracy, Lantimos je z njim sodeloval prvič. Kot je povedal na novinarski konferenci na Beneškem filmskem festivalu, kjer je film doživel premiero, je bil takoj, ko je prebral scenarij, odločen, da ga želi režirati. I was immediately blown away. I just felt it was so... Scenarij me je v hipu prevzel, zdel se mi je smešen, zabaven, ampak tudi zelo močan in tak, ki res da globoko misliti o stvarih. Zdel se mi je izjemno relevanten pred 3 leti, žal se mi danes zdi še relevantnejši. Takoj sem bil za to, da bi film režiral. Z Willom sva potem delala na tem, da sva scenarij predelala tako, da se je še bolj približal moji viziji filma, ampak scenarij je bil od samega začetka odličen. Shape it a little bit more to what I imagined the film to be and my vision, but yeah, from the beginning it was an incredible script. Jesse Plemons v Bogoniji igra lik, do katerega imamo težko simpatijo, in vendar ga Lantimos nikoli noče dokončno karakterizirati. Je kot nekakšen mučenik, ki hoče pomagati človeštvu, pri tem pa uporablja zelo vprašljive metode. Kot je značilno za dobre znanstveno-fantastične in distopične filme, gre za delo, ki izhaja iz resničnega dogajanja ta hip. V viziji tega, kar bi se človeštvu lahko zgodilo, pa gre do konca. Tako da to nikakor ni eskapistično delo. Lantimos je na novinarski konferenci povedal, da sam film vidi kot odsev naših časov in tako je v središču predpostavka, da smo ljudje sami sebi največja grožnja. Again, unfortunately, not much of the dystopia in this film is very fictional. Nažalost, večina tega, kar je v filmu distopičnega, ni fikcija, ampak je odsev sveta, v katerem živimo. Film nam govori, da se te stvari dogajajo ta hip. Človeštvo mora najti pravo pot, sicer ne vem, koliko časa nam še ostane. Soočeni smo namreč z veliko izzivi, z umetno inteligenco, vojnami, klimatskimi spremembami in glede tega je veliko zanikanja. Postali smo neobčutljivi za vse te probleme. Ta film je torej predvsem odsev našega časa. Upam, da bo dal ljudem misliti o tem, kaj se po svetu dogaja. And hopefully, will trigger people to think about what's happening today all around the world.
Med predpremierami na Lifu je tudi film tunizijske režiserke Kauter Benhanija, ki je svojo kariero začela z dokumentarnimi filmi, še vedno pa v svojih delih praviloma izhaja iz resničnih dogodkov. V Glasu Hind Rajab se je lotila zgodbe deklice, ki je januarja lani s člani družine bežala iz Gaze. Njih so ubili, ona je ostala pri življenju. Bila je ujeta v avto in je klicala Rdeči križ, da bi ji pomagali. Na koncu so ubili tako te, ki so ji prišli na pomoč, kot tudi njo. Režiserka je v film vključila prave posnetke. Ti pogovori so trajali približno 70 minut in od tod tudi naslov filma Glas Hind Rajab. Deklica je svojo strašno usodo postala glasnik miru, Kauter Benhanija. This movie was very important for me because when I heard the first time the voice of Hind Rajab, ta film je zame zelo pomemben. Ko sem prvič slišala posnetke Hind Rajab, je to zame presegalo njen glas. To je bil glas Gaze, klic na pomoč celega naroda. Čutila sem močno strast do tega, da bi posnela film o tem dogodku, pa tudi jezo in nemoč. Vse to je privedlo do nastanka tega filma. A strong desire and the feeling of anger and helplessness that gave birth to this movie. Zakaj se je režiserka odločila posneti igrani film o tragičnem dogodku, ki je imel, ko se je zgodil, tudi veliko medijske pozornosti? So for me, when I heard the recording for the first time, it's a document. Pri posnetku gre za dokument. Ko sem ga prvič slišala, sem pomislila, da bi posnela dokumentarec. Zdelo pa se mi je, da bom svoja občutka jeze in nemoči lahko najbolje izrazila, če bom zgodbo povedala iz perspektive reševalcev pri Rdečem križu. Hind Rajab jih je prosila, naj ji pomagajo, oni pa so se počutili nemočne. Seveda gre pri mojem filmu za dramatizacijo dogodkov, to pa je zelo blizu doživljanju dogajanja tistega dne. Moje vprašanje je bilo torej, kako najbolje podati to zgodbo, ta dokument, in kako najbolje počastiti življenje te deklice, njene družine in reševalcev. Can honor the memory of this little girl and all her family and the paramedic. V prihodnji oddaji pa več o novem filmu Teone Strugar-Mitevske, posvečenem liku matere Terezije, pa o zmagovalcu letošnjega beneškega filmskega festivala, filmu Oče, mati, sestra, brat Jima Jarmusha. Oba sta na festivalu Lif uvrščena v sekcijo predpremier. Pa nikdar se ne ve, da se na vrste. Ko pa moramo, takšen je život. Ležala na tleh, imela zaprte oči, ni dihala, pa kar naenkrat sliši to petje in vstane od mrtvih. Ja, več stare mame se včasih delajo, da so mrtve. Jutri bodo na Lifu premierno prikazali film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Celovečerni prvenec Ester Ivakič. Scenarij zanj je napisala Zniko Jurman in temelji na zbirki kratkih zgodb Noben glas Suzane Tratnik. Zgodba je postavljena v Prekmurje, v zadnja desetletja nekdanje Jugoslavije, kjer 10-letna deklica Ida skuša babičino smrt pregnati s petjem. Zgodba pa prepleta folklorne, biografske in magično-realistične elemente. Ester Ivakič se je že s svojimi kratkimi filmi izkazala za povsem samosvojo ustvarjalko, ki so jo že označili tudi za obraz prihodnosti slovenskega filma. Ester Ivakič, lepo pozdravljeni. Dober dan. Kako ste se prvič srečali s knjigo Noben glas Suzane Tratnik in kaj vas je pri njej najbolj pritegnilo? Prvič sem se srečala s to knjigo nekje leta 2018, ko je Nika Jurman, scenaristka filma, že v bistvu pisala prvo verzijo scenarija. Njej je to knjigo predstavil Andraž Irič, naš producent, in jaz sem pol v bistvu kasneje priskočila na ta vlak in pritegnil me je v bistvu način, kako je Suzana Tratnik opisovala nek ta svoj kraj. Takoj, ko sem brala, sem v bistvu nekako prišla v stik z svojimi deli svojega otroštva, ker na res nek živ in lep način opisuje cel ta
magičen njen otroški svet, ki se je dogajal, in ne glede na to, ali je ona iz Prekmurja, jaz sem pač iz Šentjurja, Nika Jurman je iz Dobove, obedve sva se pač zelo povezale z vsemi temi nekimi zgodbami, kakor pač potem sva se tudi pogovarjala o najnih zgodbah o življenju zaradi tega. Na nek tak zelo živ način je ta knjiga napisana in ko sem jo jaz brala, sem si že v bistvu kar predstavljala vse, pač vse sem videla, neka polja, te punčke, sošolke, staro mamo, vse sem si zelo živo predstavljala. Hkrati so mi pa v glavo skakali ljudje iz mojega življenja, pokrajine in iz mojega življenja. Ful se spomnim v knjigi nekega trenutka, ko je ta deklica, protagonistka v eni izmed kratkih zgodb, sedela, ne vem, na oknu ali za mizo pa brala neko knjigo, in zraven je stara mama za drugo mizo, lupla krompir, okrog so mačke se sprehajale in je ful godrnjala ta stara mama. In neka atmosfera v tej kuhinji, torej en velik prostor, kjer ga pač zaseda stara mama, kjer dela glavno delo, pripravlja kosilo in zraven nekem mikroprostoru pač ta deklica poseda, opazuje, bere svojo knjigo, okrog so mačke, neka soseda pride, uleti, pozdravi, drugo isto zagodrnja, staro mamo se neki prcata, neki hecata. Pač ta neka atmosfera v bistvu vsak dan, kako je pač biti, kako je odraščati z starejšimi, ko pač ne vem, tudi moji starši so veliko delali in sem potem pri moji stari mami se čuvala, no, stara mama pa stara testa me veliko čuvala. In to je bilo isto, ne? Stara mama je bila na vrtu, pripravila je kosilo in zvečer so bila poročila. Ona je imela svoje pač neke biznise, mislim, ona je imela neke svoje naloge, jaz sem pač se igrala, divjala, hodila okrog hiše, mačke so vedno bile, sosedi so prišli, pač ta neko to vesolje, ti kot otrok, malo se priključiš, malo se odključiš, večino časa si pa pač zasanjan in v svojem svetu in ne vem, lomiš neke palce za hišo, pa jih zlagaš, neko to atmosfero se mi zdi, da je Suzana Tratnik res zelo dobro pač opisala v knjigi in me to se je ful dotaknilo. Kako pa je nastajal scenarij? Bi lahko povedali kaj o tem, kakšen koncept sta imeli z Niko Jurman, mogoče kaj je bilo najtežje, kaj je bilo najbolj zabavno? Ja, z Niko so v bistvu pisali na ta način, da nikoli nisva sedela za računalnikom pa hkrati tipkala. In tudi niso razdelili dela ena nekaj drugo. Obe so hotela vse napisati. Zato smo imeli vedno tak, da sva, ne vem, si rekle, do 35 strani, obe dve napiševa v četrtek in si potem oddale sva druge in v četrtek o polnoči. Šle sva na neke delavnice, šle sva na neke retrite same z družbo. Pač težko je bilo najprej, ker je v bistvu knjigi 7 kratkih zgodb in se ne povezujejo zares. Mislim, vse v nekem tonu, v neki energiji, ampak po vsebini pa po mislim, ni neke rdeče, vsaka je pač stoji zase. In mi da sva najprej res skoraj vse te motive dali v ta scenarij. Ne. Prideva na te delavnice in tisti scenaristični majstri tam nama govorijo, ja, film mora imeti uvod, jedro, zaključek, eno rdečo nit. In pač mi da sem le pač, ok, cool, pač v redu, ampak mava to in ne, zreducirite, samo reducirite. In to je bilo malo težko nama, ampak so pa v bistvu vedno bolj, ko so to pisale, vedno bolj, ko so pač to pile, so ugotovile, da je vedno glavno sporočilo to nek strah pred izgubo, strah pred ali, ne vem, izgubo nečesa, kar poznaš, ali pa pač, da bo nekaj se hudega zgodilo na komu in te osebe več ne bo. In nekako so pol. In seveda nisem pa hotela narediti nekega zamorjenega, bednega, žalostne, mislim, takega filma, ne, pač obedve imava radi neko hecanje, humor in se potem velikokrat v teh dialogih, ko sva drugi oddali ta scenarij, meni je bilo vedno fino bolj brati od Nike te tekste, ker pač sem komi čakala, da preberem to njeno in sem se ful smejala, kako je ona neke dialoge zavila, kako si je ona neko kreativno rešitev razmislila. Tako mi je bilo, kot da bi si v bistvu dopisovale, da imamo nek dnevnik, pa ga oddava drugi in potem pač vidiš, kaj je prijateljica napisala. Pač to mi je bilo res ful lepo.
pa je pa zabavno. Veliko sva se pogovarjale, veliko sva ležale na tleh in jedle sladkarije, govorile o najnih otroštvih, o najnih odnosih, o najnih nekih spominih. Potem je pa pač prišlo trdo delo, ker sva sem pisale, razmišljale, povezovale in ja. Bi lahko povedali še kaj o dogajalnem kraju in času? Zgodba vašega filma je postavljena v Prekmurje in sicer v času nekdanje Jugoslavije. Ja, v bistvu Suzana Tratnik, pisateljica te knjige, je iz Prekmurja, nekje okolice Murske Sobote in zelo slikovito je opisovala vse te šege, ki so se tam dogajale, med drugim tudi Pozvačina, pač to je neka folklorna oseba, folklorno bitje, ki pač oznanja poroko. V tej knjigi je tudi zelo veliko vlogo igra ta pokrajina, ta narava in tudi ko smo pač mi imeli neka testna snemanja, smo šli tja snemat in je ta narava res mene vedno inspirira, ko pač grem snemat stvari, vedno me inspirira, mislim, da vedno rajš snemam zunaj, ko pa noter, ne, pač najboljše mi je pač biti na poljih, v gozdovih in pač neka voda in te stvari. In mi smo tam pač se srečali z nekimi lepimi polji, šli smo tudi pač na Goričko in pač tam neke gozdove in ne vem, meni je to vseeno se dotaknilo in bilo mi nekaj ful posebnega in ker je tudi knjiga pisana v nekako pol avtobiografsko po Suzani Tratnik njenem nekem otroštvu in ona odraščala v tistih časih v tem okolju, smo se tudi z Niko odločile, da bomo ohranile torej ta čas in to okolje. Ker pač je sama knjiga zelo univerzalna in sem se pač, kot sem rekla jaz, Ester, ki se je rodila v 90-ih v Šentjurju in Nika, ki se je rodila v 90-ih v Dobovi, sva nekako se vseeno povezale s temi Suzaninim otroštvom, ki se je v čist drugem kraju in čist drugem času rodila, se mi je zdela to v bistvu neka taka lepa povezovalna prilika, da v bistvu spoznam še neko to regijo in te kraje in mi je bilo zelo čudovito tam snemati in razvijati film v Prekmurju. Imeli smo pa glavno igralko iz Lendave in stransko igralko iz Prlekije, tako da v bistvu smo še Prleke dobili v to in zelo, kako bi rekla, cela pomurska regija je vključena v film. Ja, igra rock'n'roll celo Pomurje. Pardon. Omenili ste glavni igralki, kako ste jo našli in kako je potekalo snemanje z njima? Verjetno je šlo za njun prvi film. Ja, Lana Marič in Liza Muršič sta, torej Lana je Ida in Liza je Tereska. Torej ja, obe dve sta, vsaka je čist drugačna kot druga, zelo se razlikujeta med sabo in tudi zato sta se mi zdele zelo primerne za neka taka lika, kot sta Ida in Tereska, ker sta tudi Ida in Tereska različni, ne, Ida je v bistvu bolj sanjava in bolj opazuje svojo okolico, ima neke te težke situacije, ki se dogajajo doma. Tereska je pa ta vesela prijateljica, ki pač je zelo navihana in vedno najde neko priliko, da naredi kakšno norčijo. No. In potem skupaj sta taka dobra kombinacija, da sta trn v peti učiteljicam v šoli in še komu več pa žal ne moram povedati. Ampak sta dobre lumparije delata. Doslej ste snemali kratke filme in glede na to, da so ti zelo samosvoji in eksperimentalni, me zanima, kako ste to estetiko oziroma ta izraz lahko upeljali tudi v celovečerni igrani film. Ste se počutili bolj omejeno ali pa svobodno na kakšen drug način? Ja, pač v bistvu nisem se mogla nikoli predstavljati, kakšno trdo delo in kakšen obseg dela je celovečerni film. So določene omejitve. Nisi ves čas odvisen od nekega svojega impulza in nekega svoje emocije, ker sem mogoče prej delala filme te eksperimentalne, ne igrane, ker so drugi ljudje, ampak eksperimentalne, ker sem sama tudi montirala. Sem vedno ustvarjala iz nekega
sreče, žalosti, ljubezni in sem potem v enem obdobju življenja verjela, da lahko da je edino pravilno ustvarjanje samo iz impulza neke emocije in takoj, ko ni več tega, je to za nič. Potem pa, ko se srečaš s profesionalnim, z večjim obsegom dela, kjer imaš stike z drugimi profesionalnimi delavci in pač postane tvoja ustvarjalnost v bistvu tvoj poklic, pa seveda ne moreš biti pod adrenalinom in neko emocijo, se pa začne trdo delo in razmišljanje in ne moreš se uleči na tla in imeti čas zase, ker pač te čez 5 minut nekdo čaka in moraš skomunicirati, kaj hočeš, tudi če se vse ruši. In ja, taki trenutki itak nisem, veliko je bilo momentov, ko nisem si mislila, da ko pač se srečaš s sabo v nekem trenutku, ko samega sebe ne poznaš, ampak ne bi rekla, da so bili ti trenutki destruktivni, toksični ali pa da bi se kakorkoli zares slabo počutila. Samo pač spoznaš sebe v nekih oblikah, ko pač mogoče nisi se prej poznal. Tako da ja, pač ta izkušnja celovečernega filma me je kar veliko naučila, utrdila in dala raznorazne modrosti, ki pač jih potem sem spoznala, seveda, ko sem končala ta projekt, ne pa med izdelovanjem tega projekta. Itak pa ne moreš iti svoje kože, meni je vedno fajn delati nekaj, kar rada delam in sledim nekem svojem veselju in žalosti in hočem, ko pač snemamo, v bistvu mi je pomembno, da čutim nekaj novo. Ester Ivakič, najlepša hvala za pogovor in srečno s filmom. Hvala lepa. Poleg najnovejših filmskih del z vsega sveta, ki jih prinaša LIFF, se na njem vsako leto zvrsti tudi prav poseben nabor arhivskih filmov, ki si jih lahko ogledate v Slovenski kinoteki. Tokrat sta v ospredju retrospektiva ameriške režiserke Kelly Reichardt in izbor filmov ukrajinske filmske ustvarjalke Julije Solnceve. Petra Meterc je pred mikrofon povabila Anjo Banko, urednico filmskega programa v Slovenski kinoteki. Kelly Reichardt je eno od osrednjih imen ameriškega neodvisnega filma, ki pa je pri nas slabo poznana, saj je bil doslej v Sloveniji prikazan samo en njen film, in sicer ekološki triler Nočne poti iz leta 2013. Reichardt je sicer s svojim ustvarjanjem začela leta 1994 z igranim prvencem Travna reka, ki ga je umestila na rodno Florido. Gre za filmsko pripoved, ki spreobrača konvencije žanra filma ceste. Reichardt je že prvi film posnela z minimalnim proračunom. Ker je tudi kasneje, kljub uspehom prvega filma, težko prišla do sredstev, je trajalo kar 12 let, da je uspela posneti drugi celovečerec. Film o dveh prijateljih, ki se odpravita na šotorjenje v divjino z naslovom Stara radost. Slednjim je zarisala svoj avtorski podpis, ki ga v njenih filmih prepoznamo vse do danes, saj gre za izrazito počasen, kontemplativen film, ki naslavlja tako politična kot ekološka vprašanja. Anja Banko, sourednica filmskega programa v Slovenski kinoteki. Reichardt v bistvu zaznamuje nek tak zelo svojevrsten slog, ki ga filmski kritiki opredeljujejo eni kot neorealizem, drugi jo pa opisujejo med ene pomembnejših avtoric slow cinema oziroma počasnega filma. Kar tematsko zaznamuje njene filme pa je ukvarjanje z margino. Tako z ljudmi, živalmi, pokrajinami, skratka tistimi, ki so odrinjeni iz nekak centra tega kapitalističnega sveta. Na LIFF-u bo mogoče videti prav vse avtoričine celovečerne filme, skupaj 9. Med njimi še en film Ceste, Wendy in Lucy iz leta 2008, ki prikaže, kako malo določen razred ameriške družbe loči od brezdomstva. Pa feministični western Mikov odcep iz leta 2010, ki zavrne velike mite o tako imenovanih osvajalcih ameriške divjine.
Pa dva njena najbolj prepoznavna filma, Ženske zgodbe iz 2016 in Prva krava iz leta 2019 ter drugi. V sekciji Kralji in kraljice pa bo prikazana tudi režiserkina najnovejša filmska stvaritev, film Vodja operacije, ki ga je premierno predstavila spomladi na festivalu v Cannesu. Na festivalu LIF pa se posvečajo še eni pomembni cineastki, ukrajinski režiserki Juliji Solencevi. Kdo je bila Solenceva in katere njene filme bodo pokazali v slovenski kinoteki, Anja Banko. Julija Solenceva je sovjetska igralka, režiserka, scenaristka, ki je spet slovenskemu občinstvu morda malce manj znana oziroma znana kot sodelavka in igralka v filmih svojega moža Aleksandra Dovženka, ki je eden največjih sovjetskih cineastov. Svojo pot je začela kot igralka, njena najbolj odmevna in tudi prva pravzaprav vloga je bila v filmu Aelita, to je znanstveno-fantastičen film Jakova Protazanova, kjer igra Klarico Mars. Potem je pa pravzaprav že kmalu začela sodelovati z Dovženkom, najprej kot asistentka režije. Skupaj sta naredila film Zemlja, eden od Dovženkovih največjih filmov, ki se posveča problemu kolektivizacije na ukrajinskem podeželju. V njem Solenceva tudi igra eno od stranskih vlog. V sklopu retrospektive bomo si lahko pogledali tudi ta film s kopijo, ki jo hranimo v našem arhivu. Spremljal ga bo na klavirju Andrej Goričar. Ja, mogoče potem njena ustvarjalna pot, bolj za poudariti, je nekako stopila na svoje noge po smrti Aleksandra Dovženka, to je bilo leta 1956, tudi že po Stalinovi smrti, kar pomembno zaznamuje neko mogoče ideološko naravnanost njenih filmov. In sicer je prvi film, ki si ga bomo ogledali, oziroma ogledali si bomo njeno tako imenovano ukrajinsko trilogijo, ki je v celoti nastala po scenarijih ali pa po literarnih delih Aleksandra Dovženka, zato tudi njej mogoče sprva niso priznavali toliko avtorstva, kakor bi si ga zaslužila. In sicer so to filmi Pesnitev o morju, Zgodba o vojnih letih in Očarljiva desna. Filmi so pravzaprav med sabo estetsko na nek način malce različni, vendar se pa zapisujejo v neko tako mitologizacijo ukrajinske nacionalnosti, ki se spaja s to mitologizacijo Sovjetske zveze, industrializacije in podobno. Julija Solenceva je za omenjeni film Zgodba o vojnih letih kot prva ženska prejela nagrado za najboljšo režijo na filmskem festivalu v Cannesu leta 1961. Spet sem sanjala mami. Ne moč se kar naprej s tem. Letošnji festival je odprl eden najtežje pričakovanih filmov letošnjega leta pri nas. Belo se pere na 90 Marka Naberšnika, ki je nastal po istoimenski knjižni uspešnici Bronje Žakelj. Na LIF-u so v rekordnem času razprodali 4 projekcije, zato lahko upravičeno pričakujemo, da bo tudi v redni distribuciji nadaljeval svojo kinematografsko pot pred precej polnejšimi dvorani, kot je običajno za domače filme, razmišlja Špela Barlič, ki si je ogledala film. Kadar ima film v procesu snovanja za sabo velik krog potencialnih gledalcev, ki so bili najprej bralci, to prinaša svoje prednosti, a tudi pasti. Film lahko namreč zares zadiha le, če se literaturi iztrga in iz nje oportunistično posrka le tisto, kar mu je v korist, vse preostalo pa brez usmiljenja zavrže. To pa je izjemno težko storiti, ko ga zasnuješ po literarni predlogi, na katero so bralci močno čustveno navezani. Še toliko bolj pa, ko gre za popolnoma avtobiografsko delo, ki ni obremenjeno le s čustvi bralcev, ampak tudi s spoštovanjem do resničnih oseb iz posnete zgodbe. Filmu Belo se pere na 90 se ta zadržek zelo pozna. Gre za obrtniško sicer popolnoma dostojen izdelek, ki zgodbo iz knjige zvesto prevede v podobe, ni pa se mu zares uspelo iztrgati iz krempljev literature. Režiser Marko Naberšnik, ki je scenarij za film napisal skupaj z Bronjo Žakelj, je linearno naracijo sicer razpršil v različne časovne ravni. To jo naredi bolj filmsko, vendar bi filmu koristil tudi pogumnejši pristop k zgoščevanju pripovedi. Močan je predvsem tam, kjer je močna tudi knjiga.
s podrobno dodelano scenografijo in pogosto že kar malo komično kostumografijo, nas zelo prepričljivo postavi v obdobje Broninega odraščanja. Zgodovinsko ozadje v pripoved pronica z arhivskimi televizijskimi posnetki, ki se vrtijo na televizijskem zaslonu Žakljevih in učinkovito zrcali Bronino intimno resničnost. Medtem ko se krha njeno zdravje in drobi njena družina, razpada tudi država, v kateri se je rodila. Hkrati vse tiste knjige na metre, čokoladno-rjave ploščice, oranžne stenske tehtnice, roza šumeče trenirke, levijske na korenčka in cigarete, ki jih valjajo med ustnicami čisto vsi, ki so starejši od 15 let, gledalca, ki je 80. in zgodnja 90. tudi živel, prijetno božajo z mehkobo nostalgije, ki blaži tragičnost osebne zgodbe protagonistke Bronije. Ta je v filmu igralsko dovolj subtilno posredovana, da ne zapade v patetiko, filmska glasba pa se sprehaja zelo po robu in pogosto zdrsne v klišé. Belo se pere na 90 se je tako izkazal za zelo klasičen narativni film, ki stavi na preverjeno karto. Dobro zgodbo, ki je tako polna čustveno zahtevnih situacij, da se vsak gledalec vsaj v neki točki lahko zagleda v njej. To je dovolj, da bo znal potrkati na srca domačega občinstva, ki ga tako nestrpno pričakuje. Toda premalo, da bi v njem prepoznali presežek. The violence was some of the worst in years in Western Sahara, a former Spanish colony annexed by Morocco in 1975. V teh dneh je na sporedu v kinu tudi Tekač. V najnovejši film Edgarja Wrighta se je poglobil Gorazd Rušnavec. Združene države Amerike so v bližnji prihodnosti totalitarna država, ki jo vodi sprega korporacij, medijev in vlade. Družba nadzora je ločena na večinoma obubožano prebivalstvo, ki se zabava ob nasilnih resničnostnih oddajah in v idili že več višji sloj. Ben Richards, ki zaradi uporniškega obnašanja ne dobi službe in se poskuša z ženo in hčerko izvleči iz revščine, privoli v nastop v resničnosti oddaji Tekač, ki ponuja visoke nagrade, če tekmovalec v igri lovcev in plena preživi mesec dni. Znanstveno-fantastična akcijska srhljivka Tekač je posneta po distopičnem romanu Stephena Kinga, ki je bil dogajalno postavljen prav v leto 2025. Seveda film kar kliče po iskanju podobnosti z današnjim časom, še posebno s stališča družbe nadzora, razredne delitve socialnih krivic in obsedenosti z medijskim oblikovanjem resničnosti oziroma z resničnostnimi šovi samimi. Kolikor je dandanes v aktualnem in umišljenem letu 2025 sploh še mogoče ločevati med analognim življenjem in njegovim digitalnim odsevom. Samoumevna je tudi primerjava s celovečerno priredbo iz leta 1987, v kateri je kot glavni lik nastopal Arnold Schwarzenegger. Film Beg je bil precej bolj televizijski v smislu enodimenzionalne satire. Dejansko je že takrat napovedal audiovizualno potvarjanje oziroma tehnologijo deepfake in obsedeno z resničnostnimi oddajami, ki je dobila zagon šele kakšno desetletje po premieri. Aktualni Tekač upošteva tehnološki napredek in se dobro odziva na interaktivnost, ki jo pravzaprav vsi živimo. Film je vešče režiral britanski avtor Edgar Wright, ki ga poznamo po domiselno in dinamično preoblikovanih žanrskih mešanicah, in tudi Tekaču ne primanjkuje sape. Glavno vlogo ima Glen Powell, ki se zna bolj približati jezi ponižanih in razžaljenih kot Arnold Schwarzenegger, ki je pač superjunak ne glede na zgodbo. V tem smislu je tudi aktualna priredba bolj zemeljska in dobro izrazi preganjavico današnjosti. Tekač je tako med dvema filmoma s Harrisonom Fordom, Iztrebljevalcem iz leta 1982 in Beguncem iz leta 1993. Celovečerec Beg je bil posnet po romanu Stephena Kinga, ki ga je leta 1982, tako kot še 4 druge, s psevdonimom izdal Richard Bachman. Toda filmska različica, ki je bila v marsičem prilagojena podobi in statusu Arnolda Schwarzeneggerja v 80. letih,
ima več skupnega kot z romaneskno predlogo, pravzaprav s francosko-jugoslovansko koprodukcijo z naslovom Nagrada za tveganje iz leta 1983, ki jo je režiral Yves Boisset. Francozi so zaradi očitnega kopiranja tudi uspešno tožili ameriške producente. Ampak zapletov tu še ni konec. Francoski film je temeljil na kratki zgodbi Roberta Shackleyja iz leta 1958, ki je verjetno prva napovedala vzpon in vpliv resničnostnih oddaj. Njegova kratka zgodba The Price of Peril je doživela prvo priredbo že leta 1970 v zahodnonemškem televizijskem filmu Igra za milijon, ki je bil tako prepričljiv, da so ga jezni gledalci ob prvem predvajanju dojeli kot resnično sodobno gladiatorsko igro. A ker so nemški producenti odkupili avtorske pravice le za zgodbo, ne pa tudi za njeno filmsko priredbo, je moral film za skoraj 3 desetletja v bunker in je bil znova prikazan šele leta 2002. Ker je bil Stephen King še pred plodovitim pisanjem tudi obseden bralec in je spremljal popularno kulturo, se lahko vprašamo o resničnem avtorstvu. V romanu Stephena Kinga je Dan Killian, producent razvpitega televizijskega programa, skratka glavni negativec, temnopolt. Etnični izvor Richardsove žene pa ni opredeljen. Filmska partnerica Arnolda Schwarzeneggerja je bila Maria Conchita Alonso, ki je po izvoru sicer Kubanka, vendar to ni imelo pomembne vloge. V najnovejši priredbi igra zlobnega televizijskega producenta še kako beli Josh Brolin, Richardsova žena in njegova glavna motivacija za preživetje pa je temnopolta Jamie Lawson. Prvemu Predatorju, ki je tako kot Beg doživel premiero leta 1987, so očitali rasistične podtone zaradi nekaterih telesnih posebnosti pošasti in snemalne lokacije. Letošnja Enavčica je že obrnila to perspektivo in podobno prebujenske poltone politične korektnosti lahko opazimo tudi pri Tekaču s spremembo rasnih vlog oziroma kar s popolnim preobratom v primerjavi z literarno predlogo, čisto v skladu z groteskno usmeritvijo Netflixovih adaptacij. Film Tekač poskuša biti s svojo satirično jezo in srcem na strani gverilskega odpora ter razkrinkavanja zarot in središč moči nekakšen novi klub golih pesti. Toda zanimivo je, kako poskuša film o razkrinkavanju vpliva televizijskih šovov na množice sam, pač z jezikom in dosego industrije zabave, prav tako vplivati na množice. Tu se celovečerni film ujame v podoben paradoks, kot ga je že davno definiral François Truffaut, da namreč ne more biti protivojnega filma, saj sama narava filmskega ustvarjanja s svojo vizualno pripovedno uporabo konfliktov, napetosti, spektakla in vznemirjanja neizbežno povzdiguje samo vojno. Enako naivno je pričakovanje, da bi lahko imel znanstveno-fantastični spektakel tipa Tekač v sebi kaj zares prevratnega. Morda bi lahko šli še korak dlje in zapisali, da je po obdobju postmodernizma postalo morda najbolj uspavalno prav samo razkrinkavanje uspavalnih mehanizmov. Priznanje revije Ekran za življenjsko delo je letos prejel kritik, esejist in dolgoletni novinar časopisa Dnevnik Zdenko Vrlovec. Med njegovimi deli so knjige o Boštjanu Hladniku, Fricu Langu, Johnu Cassavetesu, Františku Čapu, filmski komediji in o zgodovini slovenskega filma. Komisija je v utemeljitvi tako zapisala, da je Vrlovec skrbnik svetovnega zgodovinskega filmskega spomina in slovenske kinematografije, ki je ni nekritično sesuval, ampak poglabljal njeno vednost, jo argumentirano analiziral in skrbel, da je Slovenija dobila filmsko teorijo, podprto s cinefilsko strastjo in širokim vedenjem. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Eva Longika Marušič, Igor Velše, Tina Ogrin, Damjan Rostan in Tina Poglajen.
Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.